Lepo pozdravljeni. Minister za obrambo Karl Erjavec in župan občine Brežice Ivan Molan sta na gradu Brežice podpisala dodatek številka 2 k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Dodatek prinaša 400 tisoč evrov v letu 2019 in prav toliko v letu 2020. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo in za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil. S podpisom dodatka številka 2 k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki sta občina Brežice in Ministrstvo za obrambo znova sklenila neposredni dogovor o vlaganju v lokalno infrastrukturo. Osnovni dogovor o medsebojnem sodelovanju sta Karl Erjavec in Ivan Molan podpisala pred 12 leti. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da po 12 letih podpisujem aneks. Mislim, da je bilo 4. aprila 2007, ko smo se odločili, da bomo posodobili vojaško letališče, smo se tudi dogovorili, da bo potrebno tudi nekaj prispevati za lokalno skupnost in zlasti za kraje ob letališču. V tem trenutku naj bi šlo za dva projekta, ki sta v neposredni bližini letališča Cerklje ob Krki. Eno gre za nevarno križišče v Črešnicah, ki naj bo urejeno tudi z pločnikom, avtobusnim postajam in vsem, ki je potrebno. Seveda to bo šlo tudi za sofinanciranje občine Brežice in pa drugi za most v Cerkljah ob Krki, lesen, ki je tudi precej v slabem stanju in pa cesta. Dodatek prinaša občini 400 tisoč evrov v letu 2019 in prav toliko v letu 2020. Moram reči, da pogajanja z županom so bila zelo zahtevna, zlasti zato, ker osnovni dogovor namenja do 600 tisoč evrov. Seveda župan je želel doseči celoten znesek, vendar glede na proračunsko situacijo in tudi glede na to, da vemo, da se obrambni proračun ne povečuje tako, kot bi si želeli, sva oba našla kompromisno rešitev. Sredstva ne bodo namenjena zgolj sofinanciranju investicij v lokalno infrastrukturo, ampak tudi za sofinanciranje nabave novih gasilskih vozil. Treba vedeti seveda, da občine imamo praktično vse manj svojih denarjev prostih, kajti stroški drugi se povečujejo in s tem bomo lahko omogočili tudi investicije v gasilstvo. Tako da v letošnjem letu gre za nakup avtomobila v Cerkljah ob Krki in tudi s tem bomo pripomogli k požarni varnosti, kajti dejansko tudi gasilci v primeru ali požarne ali drugih vaj sodelujejo tudi z letališčem in bojo tudi s tem bistveno bolj uspešni. Sem zelo zadovoljen, da tukaj v Brežicah lahko tudi ugotovimo odlično sodelovanje med gasilci in pa slovensko vojsko. In to je tista dodana vrednost, ki jo prinaša tudi podpis današnjega aneksa. Pogovori tečejo tudi v druge smeri. Dejstvo je, da imamo kar nekaj nerešenih še tudi javnega dobra cest v mestu Brežice, kajti vemo okoli doma JLA in pa okoli bivšega doma JLA, ki je danes mladinski center in pa seveda tudi okoli določenih stanovanj, ki so bile vojaške, so še določene cestišča, ki so v lasti MORS-a, tako da tudi tu razmišljamo o menjavi. Molan je še dejal, da si v občini prav tako želijo prenosa lastništva praznih stanovanj v lasti države, ki so prazna že 2 desetletji. Smo se pa pogovarjali, da bojo se tudi do 2. leta preučila možnost, ali je še nekaj stanovanj, ki bi jih lahko se odstopilo v prihodnosti občine za socialne in pa mlade družine. To se bo pripravilo nekje do 2. leta in jaz verjamem, da bo v naslednjih letih možno tudi še pridobiti v občini določena stanovanja, kajti v preteklosti smo jih že kar nekaj pridobili in s tem seveda tudi olajšati socialno stisko v občini Brežice. Občina Brežice je sicer v zadnjih 12 letih z namenskimi sredstvi ministrstva uspela izboljšati lokalno infrastrukturo v krajih ob letališču. Poleg tega je od države prejela 14 stanovanj. Prav tako pa smo dobili nepremičnine v Slovenski vasi, bivši remontni center, v katerem smo sedaj ga tudi delno usposobili in v katerem smo tudi v lanskem letu dobili novega najemnika, kar pomeni seveda, da s tem tudi bo se omogočilo dodatno razvoj gospodarstva v občini Brežice. Območje parkirišča pri železniški postaji Sevnica in Kvedrova cesta na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo sta prometno in tehnično neurejena. Zato je občina Sevnica pristopila k pridobivanju zemljišč ter k pripravi potrebne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev parkirišča, pločnika z javno razsvetljavo in novega avtobusnega postajališča.
S problemom širšega območja železniške postaje se občina Sevnica ukvarja že več let. Nekatere ukrepe so na tem območju predvideli v okviru prometne strategije, del ukrepov pa so povezali s širšim konceptom ureditve železniške postaje kot celovite ureditve. V okviru prometne strategije smo predvideli ukrepe ureditve parkirišča, prestavitev avtobusnega postajališča in ureditev pločnika ter javne razsvetljave na tej Kvedrovi cesti. To je del ureditve, ki je usklajen tudi s konceptom ureditve celotne železniške postaje. Sam projekt je sestavljen iz dveh projektov, iz dveh ureditev, ureditev parkirišča in Kvedrove ceste, skupaj pa bo težak skoraj €500 000. Investicija je bila uspešno prijavljena na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za ukrepe trajnostne mobilnosti. Tako bo investicijski projekt s skupno pogodbeno vrednostjo dobrih 475 000 € sofinanciran v višini 225 000. Dobro polovico bo iz proračuna zagotovila občina Sevnica. Urejuje se parkirišče, to neurejeno sedaj parkirišče, urejuje se cesta, pločnik, javna razsvetljava in avtobusno postajališče, ki se približa samo postajališče železniški postaji. Tako da je to na nek način prvi korak v urejevanju tega širšega območja. Parkirišče bo pridobilo status P+R oziroma parkiraj in se odpelji. Kajti na tem parkirišču že sedaj večino parkirajo tisti, ki uporabljajo železniški prevoz, ki potem presedejo na vlak in z vlakom potujejo drugam. Na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico bo zgrajeno novo avtobusno postajališče, ki bo lažje nudilo možnost povezovanja ter prestopanja z vlaka na avtobus in obratno. Nadaljevanje projekta ureditve širšega območja železniške postaje, koncept ureditve železniške postaje, ki je bil pa predstavljen, pa je nadalje v usklajevanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki pripravlja projektno nalogo za celovito projektiranje tega območja. V tem konceptu je predvideno, da se odstranijo obstoječa skladišča, da se uredi podvoz na Savsko cesto in da se uredijo podhodi na železniške perone. Tu pa bo šlo za povezan projekt ureditve nekako potniškega osebnega prometa, peš prometa, kolesarskega prometa z navezavo na avtobusni in železniški promet kot celota in verjamem, da bo ta posodobitev tudi v nekem prihodnjem obdobju v celoti spremenila železniško postajo kot tako. S tem projektom, ki ga pa izvaja občina, pa se urejuje parkirišče in ta del, ki je nekako povezan z lokalno cesto, z občinsko cesto. Prometna ureditev se na tem območju ne bo bistveno spremenila. Šlo bo pa za ureditev, kajti ta del mesta je dostikrat namenjen stihijskemu parkiranju. Veliko je tam parkiranih kamionov, ki zasedajo ta prostor, tudi avtobusov, ki čakajo, ne tistih, ki so v prometu. In z ureditvijo bo ta promet nekako imel svojo boljšo podobo, hkrati pa tudi z javno razsvetljavo bo ta del nekako bolj dostopen in bo bolj koriščen za parkiranje tistih, ki pač potrebujejo ta parkirišča. V tej fazi še ne bodo znatno povečali števila parkirnih mest, to načrtujejo v nadaljnjem razvoju območja železniške postaje. Iz Sevnice pa na grad Mokrice, ki je gostil novinarsko konferenco neformalnega združenja Gradovi Posavja, v okviru katere so sodelujoči podrobneje predstavili projekt, predstavniki posavskih gradov pa so tudi predstavili svoja skupna prizadevanja. Kot glavno aktivnost, na katero so predstavniki, ki so aktivno vključeni v projekt povezovanja, najbolj ponosni, je vzpostavitev skupne spletne strani. Projekt utrjuje vezi med gradovi v Posavju in nadgrajuje že obstoječe programe sodelovanja med gradovi in med lokalnimi skupnostmi ter gradi trdnejše vezi na podlagi skupne promocije, dopolnjevanja programov, fizičnega in zdaj skozi novo spletno stran tudi virtualnega povezovanja. Z njo smo želeli prepoznavnost gradov Posavja, ne nazadnje tudi destinacije Čatež in Posavje, na kateri se vsi nahajamo, še dodatno ponesti v svet. Spletna stran ponuja informacije o gradovih Rajhenburg, Brežice, Sevnica, Mokrice in Podsreda ter nekdanjem samostanu v Kostanjevici na Krki.
Da bi bila stran zelo aktivna ves čas, lahko na strani najdete tudi vse naše skupne dogodke oziroma tudi dogodke vsakega posameznika, tako bivše kot tudi tiste, ki se šele najavljajo in ki se bodo še izvedli. V sklopu strani pa je možno tudi rezervirati turistični paket, skupni turistični paket gradov Posavja z namestitvijo na Mokricah in z vsemi ugodnostmi in darilci na vseh ostalih lokacijah gradov Posavja. Spletna stran je bila naša že lanska ideja, ker smo začutili, da v bistvu moramo narediti eno digitalno promocijo skupno. Se pravi, do zdaj smo imeli tako, da je vedno bilo treba iti pač na enega izmed gradov ali pa muzejev in potem se je našla potem spodaj tudi ta projekt. In smo ugotovili, da to na nek način ne funkcionira, ker ljudje iščejo gradove ali pa iščejo sam projekt in smo že začeli s temi aktivnostmi. Najprej smo sicer skušali to dobiti v okviru projekta RDO, ampak se tam pač to ni išlo, zato smo rekli nič ne, akcija mora biti kar naša, tako kot do zdaj nekako in tako kot vsako leto vsak upravljalec, vsak vključen zagotovi določena sredstva iz različnih virov. Učinki medsebojnega povezovanja gradov se sicer že kažejo. In tudi ves čas delamo na tem, da drug drugega promoviramo, da so vsa gradiva na voljo v vseh gradovih, da se pogovarjamo pri določenih programih. Seveda vsi se ne morajo križati, mislim, se zgodi, da je kakšna stvar na isti dan, ampak saj tudi vemo, kaj je za določeno publiko, kjer imamo bolj lokalno, regionalno publiko, kaj si želimo bolj predstavljati nekemu turistu, ki pride, kaj je recimo bolj za strokovno publiko, kaj je za širšo publiko. Kot še dodaja Černilič Krošljeva, so vzpostavili kar nekaj zelo uspešnih praks. Dosegli smo tudi to, da se ljudje, ki delamo na teh gradovih, bolje poznamo. Smo bili skupaj na ekskurzijah, se srečujemo, imamo sestanke, se udeležujemo izobraževanj in tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno in to smo dosegli v teh letih, ne? Da se bolj poznamo, da smo nekako postala ena skupina, ki se sprašuje, išče kakšne nasvete, sooblikuje ene programe in da v bistvu tudi ta podpora je za nas izjemno pomembna, da se poznamo, da se podpiramo, da sodelujemo, da vemo, kdo kaj počne, kje je kdo močnejši, naprimer, ne, kje lahko kdo komu kaj pomaga in to mislim, da je tudi en velik dosežek tega združenja. Združenje Gradovi Posavja deluje od leta 2014, trenutno pa združuje 6 posavskih gradov. V občini Sevnica bo pomlad aktivna, saj so s tem tednom pričeli z izvedbo različnih dogodkov, ki bodo potekali v prihodnjih mesecih. Več so predstavili na novinarski konferenci. V zavodu KŠTM Sevnica pokrivajo 4 področja, in sicer kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ter skrbijo za njihov razvoj. Hkrati skrbijo za pestro dogajanje. Vsako leto naredimo na vseh 4 področjih tudi neke dogodke in prireditve, prijavljamo se na razne razpise, tako dobimo tudi možnost izvedbe kakšnega dogodka več kot preteklo leto ali pa najdemo lastne vire in pripravimo potem tudi koledar prireditev, kamor umestimo naše dogodke in dogodke tudi drugih organizatorjev. Kot vsako pomlad so tudi letos predstavili nabor dogodkov, ki bodo potekali v Sevnici in na Lisci. Želimo predstaviti vse tisto, kar je v bistvu pomembno v Sevnici za nek razvoj, ki daje neke možnosti nadgradenj, ki poveže projekte med sabo. Na konec koncev pravimo, da vse te dogodke in prireditve lahko obiščejo tudi turisti, obiskovalci Sevnice, Posavja ali Slovenije, na vse zadnje, da niso namenjeni samo lokalnemu prebivalstvu. Z izvedbo nekaterih dogodkov so pričeli že v tem tednu. Odprli so tematsko gozdno pot Gozd je kultura. Tematska pot Gozd je kultura je krožna pot okoli gradu. Grad je obdan z gozdom in to je bilo izhodišče za naše razmišljanje in v okviru projekta Zelena doživetje Posavja ta pot tudi nastala. Osrednji element je deblak, ki ponazarja različne vrste lesa oziroma kar 32 drevesnih vrst. Pot gre tudi mimo grajskega vinograda, mimo grajskega parka, dolga je samo 800 metrov, ampak je že zdaj toliko lepih stvari na njej, da se splača sprehoditi. Samo pot bomo pa tudi prihodnje nadgrajevali z različnimi zanimivimi elementi, ki bodo popestrile in dodatno izobraževale naše obiskovalce. Tudi učence osnovnih šol, s katerimi že dobro sodelujejo. Kajti v okviru projekta smo izvedli tudi in še izvajamo delavnice za učence in odzivi učencev so izjemno pozitivni in tudi učiteljev, mentorjev
tako da se nadejamo, da bo to pravzaprav vsako leto redni obiski šol, zagotovo iz naše občine, pa tudi širše. Poleg tega pa so tik pred izvedbo še nekaterih drugih dogodkov, tako turističnih kot tudi za ljubitelje kolesarjenja in pohodništva. Na listi dan planinskih doživetij, sevniško kuhinjo v mesecu maju, potem imamo ocenjevanje Modre Frankinje z nadaljevanjem festival Modre Frankinje 6.6. Zvrstilo se bo sevniško grajsko poletje, septembra nas čaka sevniška desetka, se pravi tek, in v maju predhodno tudi športna prireditev v okviru kolesarjenja, ker predstavljamo turno kolesarjenje in pa električna kolesa na listi. Tako da dejansko res poskrbimo za to kulturno, športno, neko turistično obarvanost dogodkov, da se za vsakogar nekaj najde tako za otroke, družine, odrasle, za določene ciljne skupine. Tudi za mlade. Že ta četrtek pripravljajo delavnico ob pripravi strategije za mlade občine Sevnica, prihodnji teden pa izobraževalni dogodek z naslovom EU tu in zdaj. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Nuklearna elektrarna Krško je v marcu proizvedla nekaj manj kot 543 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3% večja od načrtovane, ki je bila 510 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v marcu segrevala povprečno za 2,8 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so sicer uskladiščili 1,456 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad so pripravili gasilsko vajo v primeru posredovanja ob požaru na proizvodni liniji za alternativna goriva. Na vaji so preverili stanje organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti gasilcev poklicne gasilske enote Krško za posredovanje ob požaru, preizkusili so delovanje požarno-varnostnih sistemov Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v primeru izrednega dogodka, na koncu pa je sledila analiza in preverjanje stanja požarne varnosti. V teku je priprava konzervatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Delavnica namenjena sodelovanju in vključevanju javnosti na temo revitalizacije starega mestnega jedra v sklopu izdelave konzervatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice bo v torek 7. maja ob 17. uri v kulturni dvorani Sevnica. Pihalni orkester Krško je v Kulturnem domu Krško pripravil tradicionalni pomladni koncert. Tokrat so obiskovalci ob slovenski glasbi z besedo in sliko spoznavali naravne lepote in dediščino Slovenije. Krški godbeniki v pomladnem času tradicionalno pripravijo koncert. Letošnjega so naslovili Po Sloveniji. Z besedo in sliko so predstavljali naravne lepote Slovenije, pripovedovali o zgodovinskih dogodkih ter se dotaknili gospodarskega področja. Igramo izključno slovenske skladbe in vse skupaj smo podprli v bistvu z videi iz raznih koncev Slovenije in s fotografijami. Sodelovali smo namreč preko 30, meni se zdi, različnimi ljudmi in institucijami so nam posredovali fotografije, videe, tako da je v bistvu to eno tako veliko slovensko sodelovanje z drugimi. Vse skupaj pa potem še podkrepljeno še z raznimi odlomki iz knjig, ampak mislim, da je ta del je bolj za pogledati, kot pa za povedati. Za danes smo pripravili slovenski program. Sicer ideja je bila že par let nazaj, da bi res zgolj slovensko odigrali. Ko smo pa prišli na ta projekt, da smo začeli delati na njem, smo pa pogruntali, da je pa kar težko slovenski program izbrati po pokrajinah, tako kot smo se odločili. Tako da smo kar nekaj časa potrebovali, da smo vse skupaj nekako zbrali. No, k sreči nam je pomagal pri tem gospod Mustaj Bašič, ki je danes tudi prišel na naš koncert, in pa Emil Glavnik sta dosti sodelovala in naredila določene skladbe za določene pokrajine.
Pomladni koncert so začeli pripravljati že decembra, kmalu po letnem koncertu. Takrat smo začeli sestavljati počasi program, v bistvu to tematiko, splošno smo že vedeli, nismo pa še vedeli, kako bi v bistvu se skupaj naredili. In smo se potem odločili, da bomo naredili tako rekoč dokumentarni koncert. Tako da ja, od decembra naprej smo se pripravljali in brali in tako naprej. Orkester je v svojih dobrih 60 letih veliko nastopal, bil uspešen na različnih tekmovanjih, njegovi člani pa tudi veliko nastopajo na različnih prireditvah. Trenutno šteje 83 aktivnih članov. Na koncertu jih ponavadi vedno manj igra, zato ker imamo veliko študentov recimo v tujini, tudi glasbenikov, ki igrajo v tujini oziroma študirajo v tujini. Smo pa kar srečni, ker imamo ob sebi glasbeno šolo Krško, v bistvu taka ena velika podpora. In tudi v letošnjem letu smo dobili 3 nove člane, 2 trobentača in pa en pozavnist. Tako da vsaj za enkrat smo lahko zelo srečni, da si mladi še vedno želijo igrati v našem orkestru. V zadnjem obdobju dajajo še posebej velik poudarek programskemu delu. Trenutno pa tudi že snujejo letni koncert, ki bo konec novembra. Ja, naš drugi koncert pripravljamo 30. novembra. Tudi tokrat bo tematski. Vzeli smo zgodbo iz knjige Atlas oblakov in pa glasbo planetov in vse skupaj bomo poskušali povezati. Seveda tlele bomo imeli še majčkeno zunanje pomoči, zaenkrat še ne bom govorila kdo, naj bo še to zaenkrat majčkeno skrivnost, ampak se bo tudi kmalu to zelo jasno. In mislim, da bo to tudi še eden odličnih koncertov, ki jih pripravljamo. Približno 200 otrok je zapelo na odru velike dvorane Kulturnega doma Krško. V minulem tednu je namreč potekala območna revija mladinskih pevskih zborov Pesem mladih src. Tokratna prireditev je bila še zadnja v nizu območnih revij otroških in mladinskih pevskih zborov Pesem mladih src. Na odru se je predstavilo 5 zborov, in sicer z osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško, Adama Bohoriča Brestenica, Raka in Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Ja, kar veliki zbori bojo danes prepevali na odru. Vse skupaj pa moramo omeniti, da je na odru prepevalo 615 otrok. Sem danes ravno potegnila številke skupaj, tako da sem kar vesela, da je ta zborovska dejavnost v naši občini med mladimi še tako prisotna in priljubljena. Danes sem pripeljala kar 2 pevska zbora, otroški pevski zbor od 3. do 5. razreda in pa mladinski zbor od 6. do 9. razreda. Otroški pevski zbor bi pač moral nastopiti na drugi reviji, ampak ker so bili otroci odsotni, smo priključili v program te 3. revije. Pojemo pesmi, ki so otrokom všeč, radi prihajajo na vaje, to mislim, da tudi bo povedalo število pevcev, ki so v zborih. Tako da jaz sem tega zelo vesela, pa morda je še kaj pevcev, ki bi še lahko pristopili k delu. Organizatorji opažajo, da je zanimanje mladih za sodelovanje v pevskih zborih precejšnje. Nasplošno danes mogoče so kar veliki zbori, kar je mogoče presenečenje, ker sem sama imela neko predstavo, da pri mlajših, pri otrocih, v nižjih razredih je zanimanje za zborovsko glasbo še toliko večji, potem pa ta številka proti zaključku majhno usahne, ampak danes imamo tudi 60-članski zbor, sicer združenih 2 šol, ampak to je tudi velik dosežek in upam, da bo fajn zaslišati. Priprava tovrstnih srečanj zahteva precej organizacije in usklajevanja, predvsem zaradi velikega števila nastopajočih. Organizacija sama terja nek svoj napor, ampak jaz mislim, da ko vidiš zadovoljne otroke, ko radi pridejo nastopati, predvsem tukaj v Kulturni dom, v našo dvorano, da to vse odtehta.
Letošnjo območno revijo mladinskih pevskih zborov je spremljala glasbena pedagoginja in zborovodkinja Katja Gruber. Strokovna spremljevalka določi nivo, ki ga zbori dosegajo, območni, regijski in potem še dodatna strokovna skupina, tričlanska, izbere zbore, ki napredujejo in se lahko udeležijo, prijavijo na regijsko in potem tej sledi še državna. Mizica pogrni se je bil naslov letne razstave, ki so jo ustvarile članice pridnih rok Reichenburga. Na ogled v Brestaniškem domu Svobode so postavile vezenine, papirnate rože, prte in druge izdelke, ki so jih ustvarile v minulem letu. Članice sekcije pridne roke Reichenburga, ki deluje v okviru Društva upokojencev Brestanica, so v sklopu razstave Mizica pogrni se pripravile pogrinke za različne priložnosti. Kot naprimer imamo mizo tlele z rešeljejem, pa do kvačkanih ena zelo lepo umetelno plete, ima umetelno pletenje, pa imamo mizo pogrink, dobrodošlico slovensko, ko je kruh pa sol, vino sicer manjka, ne? Na tisti mizi, ampak se nam je zdelo, da tudi brez gre. Mogoče nekaj za medek, pa za malo nostalgije, drugače pa za čaj, za kavico, pogrinke. Poleg pogrinkov so na ogned postavile tudi velikonočne dodatke. To so pa ideje, ko enostavnijo, kot ne moreš mimo. Mene prsti srbijo, ko kaj tazga primernega vidim, ali pa kar sanjam, tole bi naredila, ona bi naredila in tudi druge, no. Tukaj je prav domiselno za jajčka pokriti, za pač velikonočne. Pa tele košarice so nam letos malo popestrile. Smo imeli eno prijateljico, ki je prišla iz Moravč, pa nam je malo pokazala, pa da smo material, smo ga kar kupili, to niso šipce, ampak je uvožen material. Sekcija združuje 10 aktivnih članic. Vsak teden se dobivamo ob sredih, za uro pa pol, dve, koliko ima katera čas. Včasih zelo veliko naredimo, včasih pa prav nič. Se pogovarjamo, pa prelistamo kakšne revije, pa vedno pa katera prinese pokazati svoj nov izdelek. Znanje in navdih črpajo tako na različnih delavnicah, kot tudi na razstavah in v literaturi. Po razstavah gremo gledati, pa včasih smo zelo kritične, ne, tole pa jaz ne bi, tole bi pa jaz drugače, pa nastane nekaj čez drugega, ne, pa mogoče isti vzorc. Hude, po revijah je pa slovenske narodne, imamo knjigo z narodnimi vzorci, to je tako posebej zanimiv, tudi dediščina naša. Poleg poigravanja z vzorci osvajajo tudi nove tehnike. Svoje znanje in veščine pa predajajo tudi naprej, tudi najmlajšim. V šolo nas povabijo, otroci zelo radi delajo papirnate rože. In to, jaz sem bila parkrat v šoli, tako po 2-3 gremo, in prav fantje, ko se ti zdi, da mu to všečni, to imajo navdušenje. Pa imamo srednjeveški dan nagrado, nas tudi povabijo in tam tudi izdelujemo nekaj tazga, da otroci lahko delajo, pa prav z veseljem, prav rata malo prevelik na kupu. Izdelke, ki v sekciji pridne roke Reichenburga nastanejo v enem letu, vsakoletno predstavijo na razstavi, ki so jo v letošnjem letu pripravili že 14. zapored. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je vse, kar smo vam tokrat pripravili v oddaji Posavski tednik. V našo družbo vabljeni spet čez teden dni, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.